Dober dan. Veste, kaj se mi je danes zgodilo? Spet se mi je zgodilo, tako kot že tolikrat doslej. Ne. Zgodilo se mi je, da sem sedel, recimo, tlele v ta moj sedež, v ta moj fotelj, kjer se ponavadi nekje zgodi, da zjutraj sedim in čakam, ali pa ne čakam, se mi ni treba nič čakati, a ne, da zjutraj sedim in v bistvu se srečam z Jezusom na kavi, rečem, a ne. Jaz vzamem svojo kavo, pol Jezus pa tako na nek način tudi kavo pije, pol vzamem svetopismo, pa tako naprej, pa kaj napišem, a ne. Ampak zanimivo, kaj se mi je zgodilo, ne. Predstavljam, zdajle sem pravzaprav šele prišel do njega, čeprav sem že v bistvu že kar skoraj več kot že na uro sem tle. Pa veste, kaj sem delal? Hodil sem od štanta do štanta. Predstavljam si našo odprto tržnico. Točno to se mi je dogajalo. Na naši tržnici imamo en bife in v tistem bifeju noter so separeji in v tistem separeju me Jezus zmeri čaka in gleda seveda skozi okno že, a ne, in vidi, kdaj bom prišel. In jaz, ko pridem, seveda sosedeva pa se začneva pogovarjati, a ne. Jaz mu pripovedujem svoje stvari, on meni pripoveduje svoje stvari, ampak jaz sem šel danes od štanta do štanta. Kar pomeni, da sem šel, ja, malo sem pogledal tu, malo sem pogledal tam, malo sem pogledal v mobitel, kaj se pravzaprav na nek način mi dogaja, kaj je rekel ta v vladi, kaj je kaj se širi koronavirus, pa sem pogledal SMS-e, pa sem se spomnil, da bi danes moral pač nekaj iskati eno stvar, a ne, jajce za veliko noč, a ne, pa sem poklical mojo hčerko, pa sem poklical sina, pa tako naprej, pa sem se prvo pogovarjal z vsemi in tako dalje, pa sem seveda jajce naročil, do tega separeja, do tega srečanja z Jezusom pa še nisem prišel. In šele zdaj pravzaprav prihajam tja in glejte, tako se mi zgodi. Toliko je teh distrakcij, toliko je teh motilcev moje pozornosti in kdaj te bo pamet srečala. Glejte, takle smo, a ne. Pa tudi take nas ima Bog rad. Prav take nas ima Bog rad, take kot smo, a ne, slabotne, ker če smo slabotni, a ne, potem seveda priznamo, da potrebujemo Boga, da potrebujemo drugega, da potrebujemo, bi se reklo, eno roko, eno vodilo, eno pomoč na poti, a ne, in evo, to rabimo, jaz pač to rabim še zmeraj pri teh mojih, tistih že rizičnih letih, se veste, kdaj smo mi zdaj rizični v tem korona času. Tako, glejte, jaz vam želim, da bi se v teh dneh čim boljše počutili, da bi se doma imeli lepo, da bi v bistvu izkoristili tele priložnosti, te trenutke. Zmeraj smo govorili, ja, ni časa, zmeraj imamo tega, pa onega, pa tako naprej, pa služba, pa sem pa tja, pa to delo, pa ono delo in nimamo časa drug za drugega. Zdajle vem, tudi mnogi imate veliko dela s svojimi otroki, mnogi recimo imate to šolo nadaljavo. Ja, Bog se usmili, koliko ste zaposleni, res, sej vam kar enostavno, res vam nič ne zavidam, a ne. Ampak če se da, le poskusite najti kakšen trenutek za drugega, poskusite najti kakšen trenutek tudi za sprehod. Mene je žena mogla prisiliti, da sem do tega prišel, kako je vredno si vzeti čas, iti na sprehod, iti na zrak, iti v gozd, mi imamo gozd blizu. Glejte, imejte se lepo, lep dan vam želim, fajn izkoristite ta dan in veliko blagoslova.